Spoštovani predsednik Republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, dobrodošli v Slovenski vojski in iskrene čestitke k našemu skupnemu nadaljevanju na poti izzivov Slovenske vojske v prihodnjih letih. Spoštovana ministrica za obrambo, spoštovani čelnik generalštaba in vsi prisotni na današnji audio-video konferenci, ki je že tradicionalna s predsednikom ob decembrskih praznikih. Spoštovani, Slovenska vojska v letošnjem letu deluje na 12 misijah, in sicer 6 NATO, 3 Evropske unije, 2 Združenih narodov in eno v globalni protiteroristični koaliciji. Skupaj je bilo letos napotenih na MOM že okrog 650 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, v teh dneh pa jih deluje na misijah ali v Sloveniji na dopustu ali nekje na misiji 347 skupaj. Pred kratkim se je domov vrnil tudi prvi kontingent iz Latvije, ker je NATO operacija in Slovenska vojska sodeluje pri nalogah okrepljene prednje prisotnosti. Na današnji konferenci bodo sodelovali kontingenti Slovenske vojske in sicer iz Afganistana, Libanona, z Kosova, Bosne in Hercegovine, iz Iraka, Latvije in Malija. Predsednik, dovolite mi, da današnje javljanje začenjamo lahko z uvodom in s pozdravom ministrice za obrambo. Gospa ministrica, izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav, spoštovani predsednik in vrhovni poveljnik, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na delu v tujini, vsi tukaj prisotni, spoštovani gostje. V letošnjem letu smo zaznamovali 20-letnico od tega, kar pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, pa tudi civilni strokovnjaki sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah. V tem času smo si naredili in nabrali ogromno izkušenj in letošnjo predstavitev, to obletnico, menim, da smo kot Ministrstvo za obrambo tudi primerno počastili. Vendar vsebino tej proslavi, tem 20-letnem delu pa ste dali pravzaprav vi, spoštovani pripadniki in pripadnice, ki ste bili v vseh teh letih na delu v tujini in tudi na takšen način krepili mednarodno dejavnost Republike Slovenije. Zato se vam iskreno zahvaljujemo. Na takšen način smo omogočili in pomagali ljudem na območjih, kjer mir ni samoumeven. Mogoče kot primer sem takrat rekla, da smo tudi zaradi tega, ker smo kot Slovenci prisotni na mednarodnih operacijah in misijah, omogočili marsikateri deklici, da je obiskalo šolo, ker drugače to ne bi bilo možno. Kakorkoli že, ponosni smo na vas. Sama, ko hodim naokoli, tako s strani kolegic in kolegov, kot tudi s strani poveljnikov, vodstvo posameznih držav, prejemam o vas samo pohvale in zato se vam prav tako zahvaljujem. Na takšen način nosite dobro ime Slovenije po svetu, tudi ime Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske. Ob tej priložnosti bi vam se rada še enkrat zahvalila, vam iskreno čestitala ob dnevu samostojnosti in enotnosti, pa tudi vam in vašim bližnjim želela vse dobro v prihajajočih praznikih, zlasti pa še v prihodnjem letu. Hvala vam za vašo strokovno, visoko cenjeno delo in srečno. Hvala lepa ministrici in sedaj prehajamo na poročanje vodij kontingentov in kot začetek v Afganistanu, kjer je z nami poveljnik slovenskega kontingenta, podpolkovnik Robert Slak. Podpolkovnik, predajam vam besedo. Ja, pozdravljeni, podpolkovnik Robert Slak, poveljnik kontingenta Slovenske vojske v Afganistanu. Lep pozdrav, podpredsednik, gospa ministrica in načelnik generalštaba. Slovenska prisotnost v Afganistanu traja že od leta 2004, vmes v 2014 se je misija preimenovala iz ISAF-a v Resolute Support. Trenutno v Afganistanu nas je 7 pripadnikov Slovenske vojske, 5 nas je deluje v sestavi poveljstva TAC West oziroma poveljstva za usposabljanje, svetovanje pripadnikov afganistanskih sil in pa 2 pripadnika, ki sta direktno povezana v svetovalnem timu, se pravi vojaškem svetovalnem timu, ki svetuje 207. korpusu. Sama misija Resolute Support je, kot sem že prej omenil, je v tem trenutku izključno svetovanje, usposabljanje afganistanskih sil, se pravi vojaške vojske in policije,
z namenom doseganja visoke, oziroma vsaj minimalne varnostne situacije, izboljšanje varnostne situacije v Afganistanu in da se lahko samostojno delujejo in vzpostavljajo red in mir v državi. Glavne naloge nas v ta questu je v tem trenutku izvajanje, svetovanje in vzpostavljanje na nivoju korpusa, vendar glede na situacijo, ki se spreminja oziroma se zaostruje, smo tudi že v letošnjem letu bili vključeni v tri tako imenovane ekspedicije usposabljanja oziroma ekspedicijske pakete, ki smo jih poslali na jug in se izvaja usposabljanje tudi in svetovanje na nivoju brigade. Z povišanjem količine vojske, vojakov oziroma koalicijskih sil v Afganistanu se bo pa v letu 2018 ta nivo bo spuščal tudi do bataljona. Se pravi, do neke mere se spuščamo nazaj v situacijo ISAF-a. Kar se tiče območja delovanja, ta questa delujemo v zahodnem delu, pokrivamo v tem trenutku 5 provinc, in sicer Herat kot prestolnica zahodnega dela, na severu Badgiš, Gor in pa na jugu Farah in Nimros. Nimros je bila nekoč provinca, ki je spadala k Helmandu, zdaj je pa nekako v sestavi delovanja tak quest. Kar se tiče osnovnih varnostnih razmer v ta quest, oziroma v tem trenutku v RS-u, ključna sprememba v letu 2017 je zgodila iz časovne komponente spreminjanja in prehoda v drugo fazo je bilo v nekako doseganje ciljev. V letošnjem letu je bil izdelan načrt, 4-letni načrt prehoda in vzpostavitev varnostnih sil v Afganistanu, ki se je začel kot v letu 2017 za prvo fazo te kampanje in sicer operacijo Khalid, ki naj bi vzpostavila začetne pogoje za prehod v prevzem ključnih provinc oziroma zagotavljanje varnosti v ključnih provincah. Odgovor na to operacijo in na celotno 4-letni plan je bila operacija Mansuri, ki so jo predstavljali talibani, kateri ključni cilj je bil napadi na civilne oziroma na državne institucije Afganistana in pa tudi na koalicijske sile. To se je več ali manj v letošnjem letu pokazalo v večjih, dosti velikih napadih, ki so bili tudi poročeni v Sloveniji, in sicer spomnimo se na bolnico v Kabulu, potem na območje Kabula, kjer so večino ambasade, več napad na afganistanske baze in pa tudi hkrati pa tudi na koalicijske baze, ki se napadi večinoma vršijo, da ne bom rekel, skoraj dnevno. Najbolj, kar se tiče našega delovanja, so najbolj seveda nevarni napadi direktno na pripadnike koalicijskih sil in v smislu tako imenovani green on blue, kjer so v bistvu naši mentoriranci obrnejo proti nam samim. Tako da situacija se v vsakem primeru zaostruje, s tem pa se tudi že vemo, da se v letu 2018, kot sem že omenil, povečuje količina koalicijskih sil v Afganistanu, prednjačijo v tem Američani in pač koalicijske sile sledimo za njim. Tudi za slovensko vojsko predvidevamo v februarju povečanje za enega pripadnika tukaj v Heratu. To bi bilo, kar se tiče situacije v Afganistanu. Kar se pa tiče našega direktnega kontingenta, moram reči, da naš praznovanje Božiča bo za naš kontingent verjetno najbolj vesel od vseh kontingentov, namreč v petek se odpravljamo domov na dopust, da bomo preživeli Božič in pa praznike doma v krogu družine in potem se vračamo januarja potem ponovno nazaj na operacijo. Gospod predsednik, to je iz Afganistana vse, predajam besedo. Hvala lepa in v Libanonu sta se nam pridružila poveljnik UNIFIL-a in poveljnik UNC-a in sicer poveljnik UNIFIL-a major Charles Benedejčič in kasneje še major Matej Crnkovič. Charles, beseda je vaša. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik, gospa ministrica, gospod generalmajor, spoštovani vsi prisotni, en lep pozdrav iz Libanona. Tukaj poveljnik kontingenta UNIFIL, major Charles Benedejčič, ob meni je še poveljnik kontingenta UNCO, ki bo poročal takoj za mano. V kontingentu UNIFIL je
15 pripadnikov, na misiji pa smo od novembra letos. Kontingent deluje v okviru italijanske brigade na sektorju Zahod, in sicer je to krat brigada padalcev, Folgore. Naloga pa je dana z mandatom Združenih narodov, in sicer izvajamo stabilizacijsko delovanje s preprečevanjem ponovnih sovražnosti in ustvarjanje pogojev za vzpostavitev trajnega miru. Delujemo pod resolucijo Združenih narodov 1701 in od avgusta letos tudi pod 2373. Posebnost kontingenta je, da deluje po celotnem območju sektora Zahod, patruljiramo po cestah, v zadnjem času tudi je večji poudarek na patruljiranje v sodelovanju z libanonsko vojsko. Izvajamo izvidniške naloge z posebnimi nameni pridobivanja informacij, katere so pomembne poveljniku brigade, da lahko izvajajo naloge celotna brigada v podporu delovanja celotnega UNIFIL-a. Izvajamo patruljiranje tudi ob modri razmejitveni črti, izvajamo helikopterska izvidovanja, zbiramo podatke o improviziranih raketnih izstreliščih, redno tedensko se usposabljamo, recimo danes smo imeli tudi tehnični dan vzdrževanja vozil, opreme in oborožitve. Dnevno sodelujemo z drugimi vojskami na tem področju in s pridom izkoriščam izkušnje, ki jih pri tem pridobivamo. Situacija je trenutno umirjena in stabilna, vendar zelo krhka. Odnos lokalnega prebivalstva do UNIFIL-a je večinoma pozitiven. Prihaja do posamičnih incidentov, vendar smo na te zadeve pripravljeni in usposobljeni. Počutje kontingenta je dobro, smo zdravi, poškodb ni, praznike bomo preživeli več ali manj delovno. Recimo danes večer bomo se družili z italijanskim sektorsko rezervo in francosko rezervo poveljnika UNIFIL-a, tako da tudi na tem področju ob kakšnem prigrizku z roštilja tudi izmenjamo kakšna vojaška znanja in izkušnje. Drugače pa za praznike bomo spekli kakšen jabolčni zavitek, pico ali domači kruh, ker smo to nalogo dali drugemu že doma v času priprav in so se fantje naučili pri materah in babicah peč take zadeve, tako da moram priznati, da smo že trudili, rečem, že enkrat spekli in je bil odličen. Jutri nas obišče vojaški kaplan, tako da bo z nami do 29. decembra. To je pa več ali manj vse iz Libanona. Bom pa predal še besedo poveljniku UNCA. Predajam besedo. Še poveljnik UNCO in sicer je z nami Matej Crnkovič. Poveljnik, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani gospod predsednik, gospa ministrica, gospod generalmajor načelnik generalštaba, še lep pozdrav iz UNCA. Pripadniki UNCA, štejemo, smo 3 pripadniki, 3 častniki, delujemo v 2 državah trenutno, in sicer en častnik v Libanonu, v okviru OGL-a, in 2 pripadnika v OGG-u in v OGGT-u. Naše poslanstvo kot najstarejše misije v okviru Združenih narodov, ki je bila ustanovljena leta 1948, je, da kot neoboroženi vojaški opazovalci izvajamo nadzor nad premirjem, poročamo o kršitvah, incidentih, ob razmejitveni črti in v širši regiji. Sam mandat misije je omejen na države, in sicer Izrael, Libanon, Egipt, Jordanija in Sirija. Same naloge kontingenta, glavne naloge so opazovanje, kontrola in poročanje o vseh incidentih, ki so v nasprotju oziroma ki bi kršile resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1701 in 2373. Pripadnik, ki se nahaja v Libanonu, zagotavlja izvedbo svojega poslanstva oziroma naloge predvsem s patruljiranjem vzdolž razmejitvene črte, v tem primeru govorimo o modri črti, preiskovanjem kršitev, patruljiranjem naseljih
sestanki z lokalnimi varnostnimi organi in lokalnimi predstavniki oblasti. Pripadnika, ki se nahajata v Izraelu, pa izvajata štabne naloge. Sama varnostna situacija za OGL oziroma za Libanon je enaka, kot je opisal moj predhodnik, major Bendečič. V Izraelu pa varnostna situacija narekuje predvsem spopadi med Palestinci in Izraelci, ki so še posebej se intenzivizirali po razglasitvi Združenih držav Amerike, da je Jeruzalem prestolnica Izraela. Sama varnost pripadnikov po času nahajanja na opazovanju postaje Združenih narodov na Golanu je v redu, čeprav včasih, ko prihaja do spopadov med provladnimi silami in različnimi skupinami odpornikov, prihaja nažalost tudi do navzkrižnega ognja in se morajo včasih pripadniki sami umakniti v zaklonišča. Same praznike, božične in novoletne, bomo preživeli ali na dolžnosti ali v domovini. V tem primeru en pripadnik malo odhaja domov za božične praznike, ostala dva pripadnika pa bo šla domov za novoletne praznike. Hvala. Predajam besedo. Hvala lepa v Libanon in besedo predajam na Kosovo, kjer je v peči z nami tudi podpolkovnik Gregor Hafner. Podpolkovnik, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana ministrica za obrambo in seveda načelnik generalštaba Slovenske vojske ter ostali gostje. Ob meni je glavni počasnik kontingenta praporščak Iztok Racman. Jaz bi kar prešel na vsebino mojega poročanja. Slovenski kontingent 36 KFOR upravlja svoje naloge v sklopu operativnega načrta NATO, ki se imenuje Joint Enterprise, pod resolucijo Združenih narodov 1244. Naša ključna naloga oziroma naše poslanstvo je, da do konca aprila leta 2018 kot kontingent delujemo v misiji KFOR s ciljem podpore zavezništvu in mednarodni skupnosti pri zagotavljanju mirnega in stabilnega okolja ter svobode gibanja na Kosovu. Naš kontingent šteje 243 pripadnikov, pri čemer nas je trenutno prisotnih na območju delovanja 194, namreč ravno včeraj smo začeli z rotacijo dopustov, tako da so nekateri pripadniki že danes doma pri svojih najbližjih. Pripadniki kontingenta opravljajo zelo različne naloge, zelo širok spekter nalog na različnih ravneh. Pokrivamo dolžnosti od politične svetovalke, poveljnika KFOR-ja, pa vse do, bom rekel, najnižje taktične naloge zagotavljanja delovanja tega kontingenta preko logistične podpore, pomeni, da imamo tukaj vzdrževalce in pa seveda vojake, ki zagotavljajo, da je varno in stabilno okolje na Kosovu zagotovljeno. Kot sem rekel, zelo širok spekter nalog, največji del našega kontingenta predstavlja motorizirana četa z 120 pripadniki, ki delujejo v sklopu mednarodnega bataljona, v sklopu Združene mednarodne bojne skupine Zahod. Poleg tega pa delujemo tudi v združenih regionalnih poveljstvih Sever in Center z 6 skupinami za povezavo in nadzor. Seveda ne smemo pozabiti tudi vseh štabnih častnikov in počastnikov, ki delujejo v poveljstvu KFOR-ja in v poveljstvu večnacionalne bojne skupine Zahod. Poleg tega imamo tudi seveda nacionalni podporni element in pa nacionalno obveščevalno celico, ki skrbi za to, da lahko na območju delovanja varno delujemo. Glede na prej omenjeno raznolikost nalog, seveda so tudi naše, bom rekel, vsakodnevne aktivnosti zelo raznolike. Večina pripadnikov dela vsakodnevno na nalogah, pri čemer potem enkrat tedensko poskušamo zagotoviti prosti dan vsakemu izmed pripadnikov. Med ključne naloge bi vsekakor vključil varovanje objekta posebnega pomena, to je samostan Srpske pravoslavne cerkve v Visoki Dečani v bližini Peči.
Ta je namreč izpostavljen kot najbolj pomemben objekt trenutno na območju delovanja na Kosovu. Kar se tiče varnostnih razmer, varnostne razmere je moč, oziroma bi bilo najbolj pametno oziroma smiselno razdeliti v dva dela. Severni del Kosova, ki je specifika, tam so sicer varnostne razmere ocenjene kot mirne in stabilne, vendar kljub temu nepredvidljive. Ostali del Kosova pa se ocenjuje varnostne razmere kot mirne in stabilne. Poveljnik KFOR, ki je pred kratkim prevzel dolžnost, major general Kuoči, ocenjuje, da je KFOR, prisotnost KFOR še vedno ključnega pomena za varnost na Kosovu. Kar se tiče prihajajočih dni, mi bomo dan samostojnosti in enotnosti ter seveda prihajajoče božično-novoletne praznike obeležili na svoj način, na poseben način. Imamo srečo, da nas bo ob tej priložnosti obiskal namestnik poveljnika sil, brigadir Anželj, in ob tej priložnosti bomo v petek 22. decembra organizirali slovesnost, kjer se nam bodo pridružili tudi predstavniki ostalih nacij, ki delujejo v sklopu operacije KFOR. Potem pa v naslednjih dneh načrtujemo še nekaj manjših druženj z, bom rekel, proslavljanjem našega državnega oziroma naših državnih praznikov in pa božiča in novega leta. Toliko z moje strani, pripravljen sem na vaše vprašanje. Predajam besedo. Hvala lepa. In v Bosni in Hercegovini je z nami podpolkovnik Vili Šeruga. Podpolkovnik, izvolite. Ljubljana, hvala za besedo. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, gospod ministr za obrambo, gospod Andrej Katič, načelnik generalštaba, poveljnik poveljstva sil Slovenske vojske in vsi ostali prisotni, lep pozdrav iz Sarajeva. Kot je že omenjen, sem podpolkovnik Vili Šeruga, poveljnik slovenskega kontingenta v Bosni in Hercegovini, ki nosi številko 38 in je najbližje Sloveniji, kar se tiče oddaljenosti od domovine. Sestava kontingenta v Bosni in Hercegovini šteje 13 pripadnikov, kateri delujemo v poveljstvu dveh operacij, kar je značilnost, torej ena je EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini, kjer deluje 9 pripadnikov, in pa 4 pripadniki delujejo v sklopu NATO poveljstva v Sarajevu. Naše poslanstvo tukaj je, da delujemo v obeh operacijah s ciljem podpore mednarodni skupnosti pri zagotavljanju miru, varnosti in stabilnosti v Bosni in Hercegovini. Če se malo osredotočim na naloge misije EUFOR Althea, ima izvršilni, torej je deljena na izvršilni in neizvršilni del. V sklopu izvršilnega dela zagotavljamo varno in stabilno okolje ter izpolnjevanje zahtev Dejtonskega mirovnega sporazuma. Hkrati tudi izvajamo podporo visokemu predstavniku Evropske unije ter lokalnim oblastem. V sklopu neizvršilnega dela mandata pa zagotavljamo potrebno podporo pri izgradnji in usposabljanju oboroženih sil Bosne in Hercegovine, v sklopu katerega tudi pošiljamo mobilne ekipe v Bosno, kjer izvajajo usposabljanje predvsem inženirskih enot bosanske vojske. Glede nalog NATO poveljstva v Sarajevu, oni delujejo predvsem, svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja, vključno s koordiniranjem aktivnosti v okviru partnerstva za mir, vse v cilju priprave Bosne in Hercegovine k nadaljnji integraciji v evroatlantske povezave. Nadaljeval bom z trenutno, oziroma bolj rekel splošno, varnostno situacijo v Bosni in Hercegovini, ki je ocenjena kot relativno stabilna
Na splošno pa bi lahko rekli, da v Bosni in Hercegovini, tako kot v preteklih letih, ni zaznati nekih bistvenih napredkov, kar se tiče socialne in ekonomske situacije. Za primer samo povem, da je okoli 50% nezaposlenost še vedno v Bosni in Hercegovini. Nadalje degradirano okolje, slabe zdravstvene razmere, velika onesnaženost zraka, torej Sarajevo je med mesti z najvišjo onesnaženostjo zraka v zadnjih letih. Nadalje bi rekel, da se še vedno pojavljajo medetične napetosti, predvsem po izreku obtožilnih sodb v Hagu med vsemi entitetami, torej ni nekega kritičnega pogleda na te razsodbe. Sodelovanje med policijami Federacije in Republike Srpske je zelo malo. Tudi zaupanje med pripadniki oboroženih sil Bosne in Hercegovine je bolj na deklarativni ravni, torej resničnem življenju so bolj organizirane v nacionalnih polkih. Vse, kar jih drži skupaj, je pa redna plača oziroma, da imajo dohodek za preživetje. Končal bi z tem, da je morala pripadnikov Slovenske vojske na misiji v Bosni in Hercegovini na visoki ravni. Svoje naloge upravljamo profesionalno, korektno. V času praznikov se bomo v glavnem organizirali na nivoju baze, glede na to, da bo malo število pripadnikov ostalo v bazi čez praznike. Imeli bomo skupno bomo proslavili tako božične praznike kot novoletne praznike. V sklopu kontingenta pa bomo obeležili tudi dan samostojnosti in enotnosti. In čisto na koncu bi še vsem vam v domovini zaželel prijetne praznike in vse dobro v prihajajočem letu. Predajam besedo v Ljubljano. Hvala lepa. In sedaj predajam besedo v Irak, ker je tudi z nami poveljnik slovenskega kontingenta. Spoštovani, izvolite, poveljnik. Ja, lep pozdrav Ljubljana, hvala za besedo. Kot prvo lepo pozdravljam gospoda predsednika Boruta Pahorja, gospod ministrico Andrejo Katič, gospod načelnika generalštaba Slovenske vojske, general-majorja Ostermana, vse ostale zbrane v Ljubljani in seveda vse kolege, poveljnike kontingenta po svetu. En lep pozdrav strani slovenskega kontingenta, ki trenutno deluje operaciji Neomajna odločnost v Iraku. Kontingent Slovenske vojske v operaciji OIR oziroma Operation Inherent Resolve je sestavljen 6 pripadnikov enote za specialno delovanje, ki na območju severnega Iraka deluje v okviru mobilne skupine za usposabljanje ter častnika za strateško načrtovanje svoje naloge upravljajo ZDA. Delujemo v okviru nemške enote za izvajanje usposabljanja, ki izvaja svoje usposabljanje na 5 lokacijah severnega Iraka. Slovenski kontingent, kot sem povedal, je del nemškega kontingenta oziroma delujemo v sklopu nemškega kontingenta v severnem Iraku. Izvajamo naloge v okviru Kurdistan Training and Coordination Center, se pravi Centra za koordinacijo usposabljanja kurdskih varnostnih sil, ki je odgovorno za načrtovanje in pa samo organizacijo usposabljanja kurdskih varnostnih sil. Naše poslanstvo je usposabljanje kurdskih varnostnih sil z namenom podpiranja naporov mednarodne skupnosti v okviru globalne protiteroristične koalicije za dokončno uničenje Daesh oziroma islamske države. Ključna naloga kontingenta je izvajanje usposabljanja oboroženih sil severnega Iraka oziroma pripadnikov kurdskih varnostnih sil, tako imenovanih pešmerg. Usposabljanje se izvaja v okviru različnih tečajev, ki jih v sodelovanju z Ministrstvom za pešmerge organizira in usklajuje KTCC. Težišče delovanja naše skupine je izvajanje usposabljanja kurdskih varnostnih sil na vodni ravni s poudarkom na vsebinah pehotnih veščin, prve pomoči, streljanja ter voditeljstva do ravničete. Trenutna varnostna situacija v območju delovanja slovenskega kontingenta na območju iraškega Kurdistana je ocenjena kot zmerna.
ob KDL oziroma Kurdish Defense Line, ki je trenutno razmejitvena črta med kurdskimi in pa iraškimi varnostnimi silami, pa je varnostna situacija ocenjena kot visoka, še posebej v času premikov ali kurdskih ali pa iraških varnostnih sil. Zaradi nedavnih dogodkov, govorimo o spopadih med iraškimi in kurdskimi varnostnimi silami na tako imenovanih spornih območjih, to se je dogajalo v mesecu oktobru 2017, slovenski kontingent v Iraku ni bil neposredno ogrožen, so pa zaradi omenjenih dogodkov bili sprejeti določeni ukrepi, katerih namen je bil povečanje stopnje zaščite sil. Ne omenim samo enega, bili smo več kot 3 tedne, skoraj mesec dni v 30-minutni pripravljenosti za premik iz centra za vzpostavljanje, kjer se tudi trenutno nahajamo v glavno bazo policijskih sil v Kurdistanu v Erbil. Trenutno je varnostna situacija razmeroma mirna, ko govorimo o vojaški situaciji, večjih spopadov ni, izvajajo se manjši napadi, predvsem na iraške varnostne sile v provinci Kirkuk. Politična situacija je nestabilna tako v Iraku, še bolj pa v samem Kurdistanu. V zadnjih dneh pa tudi beležimo oziroma dobivamo informacije o vse večjih protestih civilnega prebivalstva proti vladi Kurdistana. Se ljudje menijo, da jim ne zagotavljajo dovolj dobrin za normalno življenje. Včeraj so protesti eskalirali do te mere, da je prišlo celo do napadov na vladne ustanove v večjih mestih Kurdistana. Generalno stanje v kontingentu je ok, pripadniki se počutijo dobro. Božič bomo praznovali v Erbilu, poveljnik nemškega kontingenta nas je povabil na božično večerjo, medtem ko novo leto ne bo nič praznično, saj smo na dolžnosti. Kar nas čaka še do konca našega delovanja, je primopredaja, ki jo bomo izvedli v mesecu januarju, tako da bom rekel, s tem zaključujem svojo predstavitev. Ljubljana, vračam besedo. Hvala lepa, Virak. In v Latviji je z nami stotnik Gorazd Strgar, ki je pred 10 dnevi prevzel vodenje drugega kontingenta Slovenske vojske. Stotnik, beseda je vaša. Hvala za besedo, lep pozdrav iz Latvije. Spoštovani gospod predsednik, gospa ministrica, gospod načelnik, ostali prisotni, spoštovani kolegi na misijah, stotnik Gorazd Strgar, poveljnik drugega kontingenta v Latviji. Drugi kontingent sestavlja 50 pripadnikov, je malo bolj številčen, kot je bil prvi, in sicer za 3 pripadnike. Razdeljeni smo na več podelementov, 3 delamo v poveljstvu vojne skupine, in sicer eden podčastnik v sektorju za obveščevalne zadeve, 2 pa v sektorju za operativne zadeve. Potem je skupina za usmerjanje združenih ognjev s 4 pripadniki, ki je integrirana v italijansko pehotno četo. Glavnina kontingenta je večnamenski vod jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe, ima 36 pripadnikov in je del mednarodne čete za bojno podporo. Potem je še skupina vojaške policije z 2 pripadnikoma, ki sta del mednarodnega voda vojaške policije. Na koncu je pa še nacionalni podporni element, ki ni del bojne skupine in predstavlja most med območjem delovanja in Slovenijo. Okrepljena predna prisotnost je aktivnost zavezništva, s katero NATO kaže enotno in celovito odvračalno in obrambno držo v baltskih državah in na Poljskem. Se pravi, vse 3 baltske države, Litva, Latvija, Estonija in Poljska, predstavljajo naše območje delovanja. Iz Slovenije smo odšli 11. decembra, dober teden nazaj, od prvega kontingenta, ko smo naloge prevzeli predvčerajšnjim, to je v nedeljo. Tukaj je bil prisoten tudi poveljnik 1. brigade, polkovnik Glavaš, ki je izvedel primopredajo dolžnosti. Kot že omenjeno, tukaj smo del mednarodne bojne skupine pod vodstvom Kanade. Trenutno poteka integracija oziroma integracijsko urjenje v trenutno rotacijo, tako imenovana operacija Interim Prime, katere namen je vključitev v aktualno rotacijo. Saj se glavnina bojne skupine, to je španski in pa kanadski kontingent, minjata s 15. januarjem. Preostali kontingenti, to so poljski, italijanski in pa albanski, pa so menjavo izvedeli v preteklih dneh. Danes konkretno pripadniki kontingenta predstavljamo opremo španski ministrici za obrambo, ki je tukaj na obisku, in pa se seznanjamo z zmogljivostmi ostalih čet vojne skupine. Trenutna varnostna situacija tukaj je mirna in stabilna,
bi pa izmed področji ogroženosti oziroma groženj, ki so ocenjene kot visoke, izpostavil dve, in sicer kibernetsko delovanje in pa vohunjenje. Tukaj je prisotnih veliko obveščevalnih služb, ki na različne načine zbirajo podatke in vplivajo na dogajanje. Pripadniki bojne skupine dobivajo veliko prošenj za prijateljstva na socialnih omrežjih od raznih neznanih oseb, potem pa tudi na mobilnih telefonih se pojavljajo različna sporočila in pa skrite številke. Mi konkretno tega še nismo imeli, so pa se s tem srečevali predhodniki in postali pripadniki bojne skupine. Prihajajoče praznike bomo obeležili skupaj z ostalimi pripadniki. Imamo načrtovanih precej aktivnosti, ki jih organizirajo posamezni kontingenti in pa bojna skupina kot celota. Veselimo se obiska pastoralnega asistenta, ki pride sem v petek. Glede na to, da bomo praznik samostojnosti in enotnosti v Latviji praznovali prvič, bomo z dogajanji v času osamosvajanja Slovenije v 90-ih predstavili tudi sodelavcem v bojni skupini. Obenem sporočam, da smo zdravi, motivirani in zadovoljni. Pozdravljamo vse v domovini in pa vam, gospod predsednik, ter vsem ostalim prisotnim, vse pa kolegov na misijah želimo v imenu kontingenta lepe praznike in vse dobro v 2018. Hvala. Besedo predajam Ljubljani. Hvala. Hvala lepa v Latvijo in še za zaključek besedo predajam poveljniku v Mali. Poveljnik, beseda je vaša. Hvala za besedo. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, spoštovana gospa ministrica Andreja Katič, spoštovani načelnik generalštaba, generalmajor Osterman, ostali prisotni, lepo pozdravljeni še enkrat v imenu kontingenta, 10. kontingenta Slovenske vojske, ki delujejo v okviru EUTM-ja oziroma Evropske EU Training Mission in Mali v Zahodnji Afriki. Kontingent sestavlja 5 pripadnikov enote za specialno delovanje in vsi delujemo na isti lokaciji KTC-ja oziroma Kulikoro Training Center. Le-to se nahaja približno 60 km severozahodno od glavnega mesta Bamaka. Teh 5 pripadnikov, katere sem omenil, delujemo na 2 različnih lokacijah v samem KTC-ju. Eno je v poveljstvu KTC-ja, tu smo 2 pripadnika, leta 2 delujeta kot častnik za načrtovanje, usposabljena in pa kot pripadnik v logistiki. 3 pripadniki naši pa delujejo kot inštruktori v 2 različnih inštruktorskih skupinah. 2 v pehotni skupini in 1 v lahki motorizirani. Naše poslanstvo je, da skupaj s pripadniki sil EUTM-ja v okviru skupin za usposabljanje, katere smo omenili, organiziramo in izvajamo usposabljanje in svetovanje dodeljenim bojnim skupinam malijske vojske v celotnem območju delovanja EUTM. Le-ta zajema predvsem južni in osrednji del države, cilj pa je obnovitev zmogljivosti malijskih oboroženih sil, da bodo le-te sposobne ohranjati teritorialno integriteto in bile sposobne za boj proti uporniškim oziroma terorističnim skupinam, ki delujejo na severu države. Skladno z našim poslanstvom, so naloge predvsem bistvene 3 pripadnikov, kateri so inštruktori oziroma kateri delujejo kot inštruktori v inštruktorskih skupinah. Načrtujejo, organizirajo in izvajajo usposabljanje malijskim skupinam, svetujejo in sodelujejo pri vseh analizah oziroma nadgradnjah usposabljanja. Preostala pripadnika, pa kot sem že omenil, delujeva v poveljstvu, eden kot načrtovalec vseh usposabljanj in eden kot logistična podpora za vse mentorske skupine oziroma inštruktorske skupine. Nabor izobraževanja usposabljanj poteka po celotni državi oziroma po celotnem območju usposabljanja oziroma delovanja v okviru 3 različnih aktivnosti. Eno kot centralizirano usposabljanje v okviru KTC-ja, se pravi v naši bližini, na streliščih oziroma vadiščih KTC-ja, potem decentralizirano po celotni državi, v drugih bazah in tako naprej, in pa kot CMAT oziroma Combined Mobile Advisory Training Teams. Le-to pa deluje po regijah, kot bi pri nas rekli, usposablja bataljonske bojne skupine.
Sama varnostna situacija v Maliju je žal, se je žal poslabšala. Splošne varnostne razmere v južnem in osrednjem območju delovanja so ocenjene nekje srednje oziroma rumeno. Kot sem pa že omenil, pa se je žal tudi ta malo nevarnejši del oziroma višja stopnja ogroženosti nekako pomaknila južneje iz severnega dela v osrednji del Malija. Izredne razmere so bile v letošnjem letu razglašene v aprilu, ob aprila, in so bile podaljšane v oktobru letos še za 1 leto, se pravi do oktobra 2018. Največje grožnje pripadnikom EUTM oziroma slovenskemu kontingentu še vedno predstavljajo incidenti povezani z možnimi terorističnimi napadi na celotnem območju delovanja, nasilne demonstracije in organiziran kriminal, morebitne naključno srečanje z oboroženimi skupinami in pa seveda tudi promet. Naj omenim še, da so bile načrtovane lokalne in regionalne volitve za mesec december preložene na april 2018, to je vse posledica poslabšanja varnostnih razmer v državi. Trenutno pa načrtovane predsedniške volitve ohranjajo za junij 2018. Vseh 5 pripadnikov se počuti zelo dobro, smo zdravi in motivirani. V prihajajočih dneh, se pravi nekje do konca leta, pa bomo poskušali preživeti oziroma zmanjšati naše aktivnosti na minimum oziroma na tiste aktivnosti, katere so najnujnejše za uspešno delovanje oziroma nadaljevanje našega delovanja na našem območju. Praznike pa bomo preživeli skupaj z ostalimi pripadniki EUTM v naši bazi oziroma na naši lokaciji. Seveda, da ne pozabim, 26. december oziroma naš dan samostojnosti in enotnosti pa bomo obžili z krajšno slovesnostjo, ki jo organiziramo za vse pripadnike EUTM-a v Kolikoru. To bi bilo to z moje strani. Vesele praznike in srečno novo leto in vse dobro iz Malija. Predajam besedo. Hvala lepa vsem poročevalcem. Spoštovani vrhovni poveljnik, to je bilo strnjeno poročanje. Vabim vas, da nagovorite pripadnike na mednarodnih operacijah in misijah. Vodje kontingentov, morebitna vprašanja predsednika bomo odgovorili po nagovoru. Spoštovani predsednik, izvolite. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah, sprejmite najprej besede moje in naše hvaležnosti za visoko motivirano, profesionalno, predano upravljeno delo v prid miru in stabilnosti. Ti izrazi hvaležnosti so zelo iskreni. Mislim, da lahko brez zadrege rečem, da jih izrekam ne samo v imenu države, ampak tudi v imenu vseh naših ljudi. Mi smo ponosni na vaše delo. To rečem tudi v luči 20. obletnice naših kolektivnih prizadevanj za mir in varnost v svetu. 20. obletnici naše navzočnosti, pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, samostojne države, za zagotavljanje miru in varnosti v mednarodnih skupnostih. Mislim, da to vse nas navdaja z enim velikim ponosom, hkrati pa so tudi za odgovornosti, ki se bom kasneje še posvetil. Rad bi povedal, da imam ponovno ob tej priložnosti čast sporočiti, da uživate velik ugled v mednarodni skupnosti, ne mislim tukaj samo na njeno vojaško ali varnostno razsežnost, ampak na splošno. In to izdatno pripomore k ugledu naše države v svetu sploh. V tem smislu bi se rad danes obrnil ne samo k vam in vašim družinam, ki tako predano pomagajo pri tem, da lahko profesionalno opravite svoje delo, ampak tudi proti naši slovenski javnosti oziroma na našo slovensko javnost in jo opozoril, da imamo Slovensko vojsko, imamo njene pripadnike in pripadnice,
na številnih misijah danes in v 20 letih na toliko številčnejših, ki tako imenitno opravljajo svoje delo, da je to zelo, zelo pomembno za naš ugled v mednarodni skupnosti in si lahko samo želim, da bi bilo tako tudi naprej. Poleg tega bi z nekim posebnim veseljem, seveda zadržanim, kolikor je za to običajno, ugotovil, da v 20 letih nikoli nihče ni prišel nazaj sicer kot zdrav in živ in da je tudi to ena fantastična okoliščina, ki nam je lahko v eno veliko zadovoljstvo. Vem, da je to deloma pripisati predvsem vaši pripravljenosti, osebni, kolektivni, kolikor je pa to odvisno od tistega potrebnega kančka sreče, radi rečemo, da je sreča na strani pogumnih ljudi. Mislim, da je zame kot vrhovnega poveljnika pomembno slišati vselej od vas ob podobnih poročilih. Ali imate kakršnekoli pripombe glede ali vaše pripravljenosti, ali vaše opreme, ali drugih okoliščin, na katere sme in mora vplivati Slovenska vojska oziroma vlada, ali takih pripomb ni, vas prosim, da ste v tem poročanju kolikor je mogoče iskreni. To je pomembno tako za vašo pripravljenost, kot za vašo varnost in nenazadnje tudi seveda za vaše normalno, dostikrat seveda tudi varnostnim tveganjem podvrženo ravnanje. Kasneje bom postavil še nekaj vprašanj, ampak prvo se mi zdi najbolj pomembno in bi v tem primeru, če želi kdo to komentirati, rad slišal na odgovor. Hvala lepa, predsednik. Torej, vprašanje je bilo jasno v povezavi z opremo in z ustreznostjo opreme in izboljšanjem morebitnega stanja na tem področju. Morda bi na to vprašanje lahko odgovoril podpolkovnik Gregor Hafner iz največje misije z Kosova in tudi z misije, ki ima mnogo izkušenj. Podpolkovnik, smo na zvezi? Smo na zvezi, gospod predsednik, razumel sem vprašanje. Jaz moram odkrito povedati, iskreno, kot ste rekel, da pripomno usposabljanje nimam, bili smo zelo dobro pripravljeni, k sreči smo imeli kar veliko časa, da smo se pripravili na naloge, ki jih bomo prevzeli. Kar se tiče opreme, ugotavljam, da smo popolnoma primerljivi z pripadniki drugih oboroženih sil, ki delujejo v okviru misije na KFOR-ju. Tako po vozilih, kot uniformah, kot po orožju, imamo opremo in orožje, ki nam zagotavljata varno delovanje in pa seveda zanesljivo delovanje tudi v primeru, da bi prišlo do česarkoli resnejšega. Toliko z moje strani, hvala lepa, predajam besedo. Hvala lepa. Na Kosovo, morda še Libanon, major Charles Benedejčič, še z vaše strani, morda komentar. Hvala za besedo. Po temeljitem pregledu ukaza za delovanje smo ocenili, da usposabljanje peljemo v tej smeri, da vse naloge, ki jih izvajamo tukaj, so dobro izvedene, ni nobenih problemov okrog usposabljanja. Kar se pa opreme tiče, pa lahko z gotovostjo trdim, da Slovenska vojska ima vrhunsko opremo zaščitno, od neprebojnih jopiča, taktičnih čelade, puška je vrhunska, kar se mene tiče, pa sem to že na 3. misiji za to puško, tako da tudi vozila so zaščitena tako kot treba. Se pravim, usposobljenost enote, motivirane enote in odlična oprema je pa se kako odraža v tem, da zaenkrat smo še vsi pripadniki iz nalog prihajajo domov živi in zdravi. Predajam besedo. Hvala lepa. Gospod predsednik, še nadaljujemo s tem vprašanjem? Ja, razumem, da nihče od tistih, s katerimi smo zdaj
povezani in nima pripomb glede in usposabljanja in opreme. Hvala lepa. Potem gremo na nekoliko bolj za pripadnike vojske občutljivo področje, to je na vprašanje, ki zadevajo politično okoliščine. Zdaj, popolnoma razumljivo je, da je lažje v tistih misijah in operacijah, kjer je politična definicija vaše vojaške naloge jasna in kjer je legitimnost nevprašljiva. Težje tam, kjer je z obema težavama, poleg domače nestabilnosti v državah, kjer ste pač problem. Ali kdo od vas, naj sam oceni, ali se je vredno glede tega oglasiti, ali kdo glede tega čuti neko, kakšno posebno okoliščino, ki velja izpostaviti, recimo v Iraku, v Afganistanu, morda, ali so zdaj okoliščine, na zadnje v Libanonu, ali so zdaj okoliščine zaradi domačih političnih trend, zaradi koleba mednarodne skupnosti o perspektivi te operacije, ali to vpliva kaj na vašo varnost in na vaše upravljanje dela? Hvala lepa, gospod predsednik. Naprimer, Afganistan ste bili izvani podpolkovnik Robert Slag v Afganistanu. Poskusi, prosim, predsednik odgovoriti na vprašanje. Situacija v Afganistanu v bistvu potekata v istem času dve misije. Ena misija, ki jo vodimo v sestavi NATO sil, ki ima jasno definicijo in jasno poslanstvo, in Amerika za svojo operacijami in za svojo misijo, ki ima malenkostno drugačno poslanstvo. Tako da, kar se tega tiče razmeritev ene in druge in pa skupnih operacij, ki izvajamo, mislim, da je situacija jasna. Je pa postane problem, ko izvajamo operacije v istem območju, seveda nasprotnik ne izbira, ali smo mi NATO sile, smo ameriške sile, kaj drugega. Ampak generalno gledano, naša poslanstvo je jasno, naloge so jasne, razmeritev pristojnosti prav tako da jaz ne vidim nekih večjih težav, kar se tega tiče. To bi bilo vse iz Afganistana. Predajam besedo. Ko smo že na zvezi z Afganistanom, bi rad vprašal za vašo oceno, kako nam uspeva, mislim tukaj na mednarodno skupnost, tudi vam, kako nam uspeva pripravljati afganistanske varnostne sile, da bodo same v razumni prihodnosti prevzeli odgovornost za varnost v državi. Kolikor sem v svojem predstavitvi sem že omenil, da mogoče smo v nekem trenutku prehitro ocenili, da so afganistanske sile pripravljene za neko samostojno delovanje. To se je zelo pokazalo v letošnjem letu, ki je bila že nekako predvidena začetek leta prehod v tako imenovano drugo fazo, kjer ne bi se vse koalicijske sile se pravi nekako osredotočile v Kabulu in prišle res samo na svetovanje na nivoju ministrstev za zunanje in notranje zadeve, oziroma za obrambo in pa za notranje zadeve. To se v letošnjem letu afganistanske sile še kar nekaj časa, da predvsem postanejo samozadostne. Se pravi, enote afganistanske sile se znajo boriti, znajo izvedeti operacijo, vendar kompleksnejše zadeve so potem pa še vedno izziv. Izziv predstavlja neko samozadostnost, se pravi, in pa ne nazadnje zagotavljanje virov, ki bi zagotavljali, da lahko upravljajo operacije v daljšem časovnem obdobju. To pa še vedno predstavlja izziv in to je ena tudi izmed naših ključnih nalog, da zagotavljeno konstantnih ljudskih virov, ki popolnjujejo enote in pa ne nazadnje logistična podpora, ki pač mora biti konstantna, stalna, da zagotavlja neko stabilnost sil, ki pa potem posledično zagotavljajo mir in stabilnost v regijah in potem v celi državi. Še zadnje vprašanje za... Predajam besedo v Še zadnje vprašanje za Afganistan, gospod podpolkovnik Slag. Glede legitimnosti, vaša ocena, osebna, kako čutite sprejemanje strani afganistanskega prebivalstva? Čutite, da vas razumejo kot zaveznike, kot nekoga, ki ga morajo prenašati, ali se počasi začenjajo upirati vaši navzočnosti? Jaz lahko podam mnenje, to, kar mi vidimo v provinci Herat, kjer trenutno delujemo. Pa še nekih velikih stikov z lokalnim prebivalstvom mi nimamo.
Večino delujemo se pravi z oboroženimi silami, ki pa zaenkrat jaz ne vidim nekih problemov. Pozdravljajo nas, Slovenci smo prisotni zdaj že v bistvu 17 let, 16 let na območju. Marsikdo pozna Slovence, pozna naše predhodnike, ki so bili že na misiji. Tako da, kar se tega tiče, ne vidim nekih problemov in težav. Vidim kvečemu pozdravljanje in slovenske zastave in slovenskih pripadnikov. Hvala. Predajem besedo Voluta. Hvala lepa, Afganistan, predsednik. Hvala. Lahko gremo v Irak s približno enakimi vprašanji? Da, hvala. Irak, poveljnik iraškega kontingenta, oziroma slovenskega kontingenta v Iraku. Če lahko odgovorite na drugo vprašanje najprej. Da bi se osredotočil na vprašanje, ki zadeva kurdsko vprašanje. In vse, kar je z njim povezano, in našo navzočnost tam in razmere po umiku. Hvala lepa. Poveljnik v Iraku, si razumel vprašanje? Lep pozdrav, Ljubljana. Irak ima zelo slabo vezo z vami, tako da vas prosim, če še enkrat naredite kratek povzetek vprašanja, ker ga nisem dobro razumel. Vprašal sem vas, kako ocenjujete razmere glede na vse bolj izpostavljeno vprašanje kurdske emancipacije in njihove nacionalne osamosvojitve, zlasti seveda v Iraku, v Siriji. To vpliva seveda na odnose Turčije do regije in zlasti do te države. Kako vi ocenjujete razmere in legitimnost operacije med ljudmi? Gospod predsednik, hvala za zelo kompleksno vprašanje. Bom rekel, situacija se je, odkar smo mi septembra prevzeli naloge delovanja na misiji, kar precej spremenila. Če smo še prišli v Kurdistan, bom rekel, v neko normalno delujočo družbo, danes zadeva malo drugačna. Vemo, da se je tukaj zgodil referendum o neodvisnosti konec septembra, ki ga mednarodna skupnost ni podpirala. Kurdska stranka je vseeno izvedla, rezultat je bil pričakovan, več kot 90% glasov je bilo za neodvisnost. Se pa zdaj situacija, bom rekel, Kurdom kar precej obrnila, mednarodna skupnost jih ne podpira, političnega dialoga z Irakom oziroma iraško vlado v Bagdadu jim ne uspe vzpostaviti, ključna vprašanja spornih območij, ki so bile tudi jedro spora oziroma oktobrskih spopadov, ni rešeno. Največji problem pa je, saj jaz ga osebno tako vidim, tudi da so sami znotraj Iraka oziroma iraškega Kurdistana kar precej razdeljeni, glede na različne politične frakcije, ki tukaj že kar dolgo vladajo. Tako da trenutna situacija, bom rekel, za njih ni najlepša z našega stališča, se pravi z tistega, kar mi vidimo oziroma se pogovarjamo z lokalnim prebivalstvom. Ljubljana, predajam Smo Slovenci kako posebej vidni na radarju med pripadniki operacije oziroma misije, glede na to, da imamo neko svojo zgodovinsko izkušnjo z osamosvojitvijo med kurdskim prebivalstvom naklonjenim osamosvojitvi Kurdistana. Se upravičujem, spet vas nisem slišal, gospod predsednik. Dobro, ne bo konca ta tudi, če ne uspeva dokončati tega pogovora. Hvala za vaše ocene. Hvala lepo, predsednik. Še morda? Mogoče še Mali spričo zapletenih domačih razmer. Mali, poveljnik v Malijo, vprašanje si razumel verjetno, spremlja vprašanje, prosim, če lahko v kratkem odgovorite. Ja, hvala za besedo še enkrat, gospod predsednik. Kar se tiče varnostnih razmer oziroma kar se tiče razmer v državi, zadeve se žal poslabšujejo. Kot sem rekel, ste verjetno sami zasledili iz medijev, območje Sahela, se pravi severnega dela Malija, ki zadeva tudi severni del Malija, Mauretanijo, Čad, Niger in del Alžirije, je v zelo slabem, bi rekel tako, stanju. Žal so to verjetno posledice zaključka nekih operacij oziroma delovanja terorističnih oziroma
džihadističnih skupin v Siriji oziroma v ostalem delu sveta. Le-te so očitno našli svoje mesto oziroma svoje zatočišče v tem žal našem predelu oziroma v predelu severnega dela Malija oziroma tega Sahela. Na tem območju deluje kopica operacij, katere žal ne delujejo usklajeno in posledično tudi nimajo trenutno še večjih učinkov oziroma pozitivnih učinkov. Kar se same države Malija tiče, pa so razmere, kot sem že omenil, na severnem delu jim nekako uhajajo izpod rok, oziroma trenutno tam nekako vlada ni prisotna, oziroma država ni prisotna v takšni meri, da bi zagotavljala zadostne razmere za varno preživljanje civilnega prebivalstva. Te razmere pa žal se pač odražajo tudi, oziroma prenašajo tudi v centralni del same države. Na kratko, mogoče z moje strani, vračam besedo. Mogoče samo še zadnje vprašanje te vrste v Libanon. Če imamo zvezo z našimi pripadniki v Libanonu, bi želel vprašati, ne gre toliko za oceno stanja, ki zadeva bližnjo Sirijo, ampak bolj bližnji Izrael, v luči nedavne odločitve ameriške administracije, da preseli sedež veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Zdaj, po pričakovanjih se je seveda Bližnji vzhod vznemiril, zlasti seveda arabski del, prav tako seveda zaradi tega ukrepa Izrael. Kako vidite varnostne razmere v eni kratkoročni razsežnosti? Recimo v naslednjega pol leta se bodo zaostrovale, se bodo pomirile, kakšni so vaši občutki? Hvala za vprašanje, gospod predsednik. Odločitev Združenih držav Amerike o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela je bila, milo rečeno, ali pa vsaj iskreno rečeno, pričakovana, kar smo lahko izsledili že iz medijev prej. Sama razglasitev je po mojem mnenju bila preko diplomatsko oziroma politično preuranjena, kar se vidi tudi v samih dogodkih v Libanonu. Se pravi, kar nekaj protestov, ob sami modri črti, nedavno so bili tako rekoč 2 dni nazaj. Potem, vidite, prihajajo razni poveljniki različnih milic v podporo v Libanon, izražajo njihov podporo, kar je bilo tudi javno po medijih, konkretno pripadnik šiitske milice iz Iraka, največje, kot so se izrazile Združene države Amerike, največje posamezne grožnje ameriškim silam v Iraku je bil na sami modri črti. Tako da naslednje pol leta, kot ste rekli, poveljnik oziroma gospod predsednik, bo zelo zanimive. Sama Sirija ostaja še enkrat zelo kompleksen primer, kar se bo zgodilo v južni Siriji, bo vplivalo na celotno Sirijo in na same Kurde, ki ste jih prej omenili v Iraku. Samo še zadnje vprašanje v Latvijo. Slovenija je predana članica zavezništva NATO, zato smo tudi v baltskih državah in na Poljskem. Vendar širša javnost, mednarodna ve, da smo ena redkih držav članic NATO, ki ima relativno dobre odnose z Rusko federacijo. Ali to recimo odmeva pri vašem poslanstvu znotraj skupnega zavezništva tam na terenu in zlasti med prebivalstvom? Ali zaradi tega naletite na kakšne posebne situacije ali ne? To ni prezentno. Hvala, predsednik. Odgovor iz Latvije. Hvala, gospod predsednik, za vprašanje in za besedo.
Zdaj, mi smo tukaj nov kontingent, lahko par stvari povem glede na izkušnje iz preteklega kontingenta. Da bi bilo zaznati neko odklonilen odnos se strani prebivalstva na nas kot pripadnike Slovenske vojske in Slovenije ga ni bilo zaznati oziroma se ne odraža v lokalnem okolju. Tukaj je nasplošno situacija mirna in precej oziroma varna, se pa pozna, da je tukaj dosti velik del rusko govorečega prebivalstva in tukaj Latvija kot država Evropske unije ima visok standard, spoštuje človekove pravice oziroma omogoča gospodarski razvoj in nasplošno je tudi zelo dobro gospodarsko sodelovanje med obima državama. Tako da, kar se nas tiče kot slovenski kontingent, nimamo težav, smo med ljudmi dobro sprejeti, je pa normalno opazno kot v vseh zahodnih družbah, da je določen kar velik del ali pa recimo določen del prebivalstva, ki pa nasplošno ne podpira oboroženih sil kot takih, kar pomeni, da ne glede na to, ali so ruskega izvora ali latvijskega ali pa kateregakoli tretjega, imajo pač odklonilen odnos kot do vojske, ki se pojavlja v lokalnem okolju. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Hvala, vračam besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani predsednik, še morda kakšen dodatek? Če zaključujemo pogovor, vsaj z moje strani, potem bi rad povedal, da me je danes obiskal kosovski zunanji minister, da mi je prinesel vabilo oblasti za obisk v Prištini, da sem to vabilo sprejel in ga bom opravil enkrat spomladi in se takrat potem srečal, tako kot je običajno, tudi z našimi pripadniki in pripadnicami na Kosovu. Spričo naše večje angažiranosti na Zahodnem Balkanu se gotovo v kratkem vidimo tudi v Bosni in Hercegovini. Potem pa računam, da bi enkrat po dogovoru z ministrico, z načelnikom iskal tudi še kakšno drugo misijo. Mislim, da opravljate izredno pomembno delo, ki ga je treba razumeti v vsej njegovi razsežnosti. Mislim, da spričo vaše profesionalnosti ne gre samo za to, da smo lahko vsi, upam, da tudi najširša slovenska javnost ponosni na vas, ne gre samo za to, da krepite ugled naše države, ampak da tudi dobivate prepotrebne izkušnje, ne mislim tukaj samo ozko vojaške, ampak tudi kot pripadniki ene vojske suverene države, ene prepotrebne izkušnje o tem, kako izgleda in trdnost in krhkost mednarodnega miru in varnosti in vse to se mi zdi lahko pomembno uporabimo pri naših naslednjih korakih glede posodobitve slovenske vojske in celotnega slovenskega nacionalnega varnostnega sistema. Zato sem vam izrecno in posebej hvaležen. Želim vam, da lepo, prijetno doživeto doživite božične in novoletne praznike in da se kot vedno živi in zdravi vrnete po koncu misije domov. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. S tem smo današnje poročanje kontingentov zaključili. Za zaključek še vabim poveljnika sil, brigadirja Milka Petka, ki vodi in usklajuje delo vseh kontingentov, za kratek nagovor kontingentom. Poveljniki kontingentov, vam in vašim podrejenim se zahvaljujem za vso vaše sedaj odlično upravljeno delo, vključujoč tudi današnjo aktivnost. Čestitam vam ob prihajajočem dnevu samostojnosti in enotnosti, ter voščim vesel Božič in srečno novo leto. Želim, da prihajajoče praznike primerno obeležite in jih preživite v prijetnem okolju ali pač na določenih nalogah. Predvsem pa vam želim mirno in varno upravljanje nalog, ne samo čez praznike, tudi v naslednjem letu. Voščila in želje prenesite vašim podrejenim. Hvala, srečno. Hvala lepa, poveljnik sil, in za zaključek še, kot temu običajno rečemo, prvi vojak, načelnik, izvolite. Najprej, spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, lep pozdrav, tudi spoštovana ministrica Andreja Katič, lep pozdrav, predvsem pa vi, pripadnice in pripadniki na mednarodnih
operacijah in misijah. Pozdrav v mojem imenu in seveda tudi v imenu vseh ostalih pripadnikov in pripadnic, ki smo danes doma v Sloveniji. Kot veste, vaše delo dnevno spremljamo pogovor z dežurnim operativnega centra vsako jutro zjutraj in veliko seveda se pogovarjam, predvsem del je namenjen tega tudi mednarodnim operacijam in misijam. V okviru različnih srečanj, tako v formatu načelnikov generalštaba Evropske unije, NATO in seveda tudi Združenih narodov, imamo kar nekajkrat na leto poročanje strani poveljnikov posameznih mednarodnih operacij in misij, tako da sem tudi iz tega področja seznanjen zelo natančno, kaj se dogaja in seveda, kaj se bo v prihodnosti zgodilo na posameznih območjih, kakšna so predvidevanja in kakšne so potrebe po vojaških zmogljivostih na posameznih območjih. Res lahko rečem, da tudi na zadnji konferenci, ko sem bil v Washingtonu, kjer je bilo prisotno kar 77 držav, večina načelnikov generalštabov, je tudi v Iraku, se zavedamo vsi skupaj, da je zapletena situacija, vendar je bilo strani ameriške strani tudi jasno povedano, pač, da je potreba biti na tem področju potrpežljiv, da se bo tudi tam stanje, da se bo stabiliziralo. Tudi na raznih bilateralnih pogovorih z različnimi načelniki, predvsem bi tukaj izpostavil tudi Skoparotija, Securija in nekatere druge načelnike, lahko rečem, da sem prejel vrsto pohval in glede na vse te informacije, ki jih prijemam, lahko izrekam pohvalo na vaše upravno delo in sem tudi ponosen na vaše delo. Zavedamo se, kot je tudi naš vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije povedal, da je pravzaprav varno okolje nepredvidljivo, stvari se spreminjajo, vendar tudi sam menim, da je potrebno veliko pozornost posvetiti na mednarodnih operacijah, mislim predvsem varnosti, vemo pa seveda, da je vojaški poklic nevaren, popolne varnosti v tako nepredvidljivem varnostnem okolju ni možno zagotoviti in vsak vojak potrebuje tudi srečo. Ob zaključku bi vam seveda čestital za državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. To je pomemben praznik na naših prelomnih trenutkih v okviru demokratičnih procesov, ki so se dogajali v letih 90, da ga tudi praznujete. Še posebej sem zadovoljen, da boste predstavili tudi naše izkušnje in naša dogajanja, ko smo se izborili našo samostojnost drugim pripadnikom, drugim držav, kot je seveda poveljnik povedal, ki je predstavljal, ki je trenutno v Latviji. In v zaključku bi seveda vam želel prijetne božične, novoletne praznike, da jih preživite kar se da lepo, tudi vam, vašem bližnjem, tudi veliko sreče in uspehov v letu 2018. Hvala lepa, operaterji, hvala lepa za dobro sliko, dobro zvezo. Spoštovani predsednik, hvala, da ste današnji dan delili z nami in hvala za vse lepe želje, lepe misli, vse dobro tudi naprej vam na naši, kot sem že na začetku rekel, skupni poti v naslednjih letih in še naprej vas vabimo v naše vrste, da se sami prepričate večkrat, kot ste to storili tudi že danes, da imate predane pripadnike in pripadnice Slovenske vojske. Hvala lepa.